No, ovir v takih procesih je ponavadi kar precej, a ne, ali pa recimo temu priložnosti za izboljšavo. Tipično, seveda se srečujemo s tem, da v celotnem procesu ni dovolj kompetenc na eni strani, to, kar smo že prej omenili, v bistvu ne, je nezadostno poznavanje problematike. Kot take pa so zaradi tega mogoče včasih nezadostno tudi cilji postavljeni, ne. Eden največjih problemov, ki jih vidimo v zadnjem času, je pravzaprav, ne, da digitalna transformacija nekako predstavlja ekstremal za vse udeležence, a ne, se pravi, praviloma tisti, ki sodelujejo v tem procesu, morajo svojo dnevno rutino vendarle zagotavljati, v bistvu, ne. No, taki projekti so pa ekstremal, v bistvu, ne, in seveda, zdaj, če si vodja, moraš znati te ljudi ustrezno osvoboditi, a ne. Če pa sam v bistvu ne delaš na tem projektu, a ne, moraš pa znati sam nekako krmariti med day-to-day aktivnostmi in pa seveda takimi stvarmi. Istočasno, a ne, je prav, ne, ali pa velika priložnost ta, da imamo v bistvu tim sestavljen iz dovolj ambicioznih ljudi, ki jemljejo to kot v bistvu nekaj, skozi kaj se bodo sami izkazali, dokazali, a ne, in ki dejansko v bodočnosti predstavljajo neko dodano vrednost za podjetje. Kot rečeno, a ne, izzivi so slaba razpoložljivost in pa to, kar sploh v zadnjem času se zelo kaže, ker digitalne transformacije se danes mnogi gredo, a ne, je pa omejena razpoložljivost zunanjih sodelavcev, a ne, ali pa celo omejeno znanje tistih, ki pravzaprav bi naj pri nas te stvari implementirali, a ne. Tudi zaradi tega, a ne, sploh zaradi slednjega, kar govorim, a ne, je pravzaprav to digitalno transformacijo potrebno načrtovati na dolgi rok, ker ni rečeno, da bomo jutri dobili ustrezne strokovnjake, ki nam bodo pravzaprav v bistvu v tem procesu sodelovali z nami oziroma pomagali.